Odpuščanje je zelo pomembno zato, ker dobi človek notranji mir. Sam sem to izkusil, ko sem odpustil svojemu očetu in potem sem doživel tisti notranji mir, veselje in odnos z očetom je bil mnogo lepši in tudi dosti kvalitetnejši. Ja, človek odpusti takrat, to je Božji dar, to je Božja milost na ene strani. Delati moramo zato, da bi ta odnos, ki je bil ranjen, prizadet, je potem molitev tista, ki nas usmeri k Bogu. Bog pa daje prek Boga, pa potem pride milost in ta milost odpuščanja, da lahko odpustimo z srcem. Če glih se spomnimo tistih preteklih stvari, dogodkov, ko nas bolijo v našem srcu, ko pa odpustimo, pa tisti boleči spomini preteklosti več nas ne bolijo. In takrat pride res do iskrenega, globokega odpuščanja. Ne, človek ne more samo odpustiti z svojo močjo, svojo voljo, svojim hotenjem, ampak se mora obrniti Gospodu, kajti to je tudi duhovna stvar, da takrat resnično tisti boleči spomini iz preteklosti, pa vse, kar smo že dali v življenju, kar nas boli, v tem odnosu z osebo, ki nas je prizadela, da je iskreno odpustimo, mora prihajati od zgore, od Boga in prek molitve. Preprosto zaradi tega, ker je človek, če smo preveč napuhnjeni, preveč sami sebe, potem ta napuh preprečuje odpuščanje. Odpuščanje pa glih zahteva ponižnost, glih nasprotno držo od tega in ko se človek, kot pravi Sveto pismo, poniža, ga Bog poviša. In zato je tudi na eni strani zelo težko odpuščanje, ker se moramo spustiti, moramo priznati, moramo reči oprosti, žal mi je, moramo biti tisti majhni, kot pravi v Svetem pismu, a že Janez Krstnik, ko pravi, jaz se moram manjšati, Kristus pa mora meni rasti. Zato je pomembno, da odpustimo in kajti odpuščanje res prinaša tiste notranjo svobodo, notranji mir, veselje življenja, čeravno je na eni strani zelo težko. Sprejmemo tako, kak ne rabimo mi to, če ne sprejme našega odpuščanja. Če mi za svoje strani odpustimo, ne rabimo potem, ali pa mnogokrat pričakujemo, da še bomo dobili z druge strani odpuščanja. Glavno je, da z naše strani prvo odpustimo, da smo mirni v našem srcu, da ta odnos z temi ljudmi, dober odnos, če pa oni nočejo, to pa je njihova volja. Zelo enostavno. Mnogokrat sem raziskoval to pot, kaj je najboljše iti v očetov objem, biti povezan z Gospodom. Priporočam 8 korakov. Prvi korak, da v drugem človeku gledam to, kar je Bog postavil v njega. Drugi korak, da smo resnični v komplimenti. Pomeni, če dobimo kakšen dober kompliment, nekdo nekaj opazi, neko opazko na nas, dobrega, ne smemo sebi to dobro pripisovati. Potem moramo hitro priznati svojo napako, ne skrivati svoje napake. Potem, ko pride naši medsebojni, četrta stvar, ko pride medsebojne odnose, da smo tisti, ko pride do skrhanosti, prizadetosti, žalosti, da smo prvi, ki odpuščamo, da se ne jezimo na druge ljudi. Potem peto, da smo zavedamo svoje majhnosti, da sem samo to, kar sem v Bogu. 3 leta sem nosil listek, napisan na tem listeku, jaz sem ljubljeni Božji otrok. In ko mi je bilo težko, sem potegnil ven, prebral parkrat in sem se potem, kar je tista žalost, nemir odšlo od mene, zato ker sem se zavedal, kdo sem, ker sem samo to, kar sem v Bogu, ljubljeni Božji otrok. Potem 6, da lahko naredim kako dobro delo. In to je vedno takole, da ne zato, da bi me kdo opazil, ampak da to delo opravim iz ljubezni do Boga. In 7, da lahko se nekaj novega naučim od vsakega človeka. To je tista šola, tisti nekdo, ki nekaj slabega ponavlja, recimo neki alkoholik, kako ljubi ta alkohol, kako razmišlja. Če bi ja tako ljubil svojega Boga, razmišljal o svojem Bogu, potem bi ta pot bila dosti bolj odprta in bolj globoka. In 8, da sem Bogu hvaležen za tisto, kar je lepo, kar je dobro, pa tudi za vse, kar je slabega. Kajti Bog je sposoben tisto slabo spreminjati v dobro. To še nam posebej pokaže pri sakramentu svete spovedi.